Zima je najhladnejši in najtemnejši čas v letu. Za razliko recimo od pomladi, ko takole vse cveti in se prebuja, po zimi pa vse spi in počiva. Tako naše telo, kot tudi zemlja in živali in rastline se morajo v tem jesenskem času pripraviti na zimo. Lastovke letijo na jug, živali si ostale delajo zaloge hrane, rastline pa se pripravljajo na umirjanje in počitek, oziroma prav tako na zimsko spanje. Torej, tako naše telo, kot tudi zemlja in celoten svet se jeseni pripravlja na zimo. Na zimski počitek, na zimsko spanje, na umirjanje in varčevanje z energijo. Tako, da bomo spet spomladi lahko zacveteli in bomo polni energije. Se mi zdi, da je vedno potrebno, sploh v teh jesenskih mesecih, še mogoče malo bolj skrbeti za svoje zdravje. Zimski čas nam, vsaj kar se dobrega počutja in zdravja tiče, velikokrat ni naklonjen. Ko zunaj sije sonček, smo ponavadi vsi nasmejani, ko dnevi postajajo vse krajši in bolj temačni, pa je včasih optimizem in dobro voljo težko obdržati. A znanstveniki imajo rešitev, povsem preprosto rešitev. Na zimo se lahko pripravimo tako, da večkrat posežemo po ingverju. Odličen recept je ingverjev čaj s sokom limete in medom. Ingver poveča izločanje hormona dopamina, ki je povezan z občutkom sreče in veselja. A naš šketi zlunce v teh jesenskih časih še nekoliko bolj poskrbi za svoje zdravje. Na različne načine, seveda mogoče pojemo spijemo kakšen sok z limono več, ker pravijo, da ima veliko vitaminov. Znano nam je že, da moramo v hladnejših dneh okrepiti svoj imunski sistem. Morda pa nam je malo manj znano, da za to lahko dobro poskrbijo brokoli, cvetača in ohrovt. Ta živila okrepijo celice imunskega sistema in ta nas potem lažje brani pred boleznijo. Le paziti moramo, da zelenjave ne razkuhamo. Ta se naj le zmehča, saj bo tako izgubila veliko manj zdravilnih hranil. Zdaj je tako lepo zunaj, sicer tudi, če z maskami ali kako drugače, je lepo iti tudi na kak sprehod. Jaz mislim, da se je treba znajti tudi v teh časih, tako poskrbeti za svoje fizično zdravje. Svež zrak je vedno dobrodošel. Res je, tudi v časih, v katerih smo se nehote znašli, je pomembno, da se gibamo na svežem zraku in izkoristimo tisto malo sončnih žarkov, ki jih je. A fizično zdravje ni edino, za katerega moramo skrbeti pred zimo. Kot pa seveda tudi poskrbeti tudi za mentalno, ne? Ja, mentalno, duševno, psihično zdravje je prav tako bistveno za našo dobro voljo in pozitiven pogled na življenje. Da se vidimo, ne, če ne drugače, pa preko video naprav, ker imamo to srečo in tudi to mislim, da lahko vpliva tudi na naše fizično zdravje. Varna pred mrazom ni niti naša koža. V notranjih prostorih kurimo, zunaj piha in nas mrazi. Koža je zato suha in izgublja lesk. V takšnih primerih so priporočljive bolj hranilne kreme za obraz. Jemi vase, bodi tu, ker si. Pozabi na napake, ne oziraj se na ljudi. Ja, verjemite vase in ohranjajte zdravo telo in duha.